Kaj je bilo tisto, zaradi česar ste se odločili in začeli pripravljati priročnik o raku prostate? Že pred kakšnimi 10 leti smo se nekako ob naših skupnih sestankih urologi in onkologi pogovarjali o tem, da je rak prostate, seveda vemo, da je najpogostejši rak prostate pri moških, torej zelo pogosta bolezen in je torej veliko število bolnikov, ki to bolezen že imajo, seveda še večje število pa tistih, ki so potencialno kandidati, da to bolezen dobijo. In enostavno teh informacij na nekem ljudnem nivoju, da bi bilo razumljivo moškim razloženo, kaj so tveganja, kakšen je diagnostični postopek, kakšne so potem ob diagnozi raka prostate tudi možnosti zdravljenja, enostavno na našem okolju ni bilo. Tiste strokovne literature, ki se dajo dobiti, so dostikrat nerazumljive za bolnike in zato smo se nekako odločili, da bomo naredili en takšen poljuden priročnik za moške, da si lahko o tem v miru nekaj sami preberejo. Namreč, nažalost, v ambulantah, kjer moški pridejo z določenimi simptomi, torej znaki bolezni, ponavadi nimamo dovolj časa, da bi na široko razlagali. Včasih tudi bolniki jih je sram določene stvari vprašati in si raje sami nekje poiščejo. No in takrat smo se odločili, da je en takšen priročnik vsekakor dobrodošel. No, po vseh teh letih smo ugotovili, da je na tem področju toliko novosti, da ga je potrebno prenoviti. Zato smo se nekje lani, ena takšna skupina strokovnjakov iz urologije in patologije zbrala in smo si razdelili poglavja in posodobili dejansko tisti prvi priročnik. Mislim, da so to koristne informacije za vse moške, predvsem pa seveda tudi za tiste, ki imajo diagnozo raka prostate. Katere vsebine ste se vi kot urolog predvsem posvetili v tem priročniku? Jaz osebno sem oblikoval poglavje o določanju prostatičnega specifičnega antigena in pa o hormonskem zdravljenju. Enostavno smo si razdelili po poglavjih tiste bolj urološke, ki se dejansko tiče urološkega zdravljenja, diagnostika je seveda v rokah urologa, medtem ko bolj zdravljenje napredovalih oblik raka prostate in pa onkološko zdravljenje je seveda bilo napisano strani onkologov. Kaj bi posebej priporočil oziroma svetoval oziroma položil na srce moškim? Kot urolog seveda. No, jaz bi predvsem rad moškim nekako dal vedeti, da urološki pregled vsekakor ni smrtna kazen, da to ni tako hud pregled, da bi se ga bilo treba bati. In če ima moški neke simptome spodnjih sečil, ki so seveda za njega v življenju verjetno moteči, ali pa če spada v rizično skupino za nastanek raka prostate, kar pomeni, da je recimo v družini prisoten rak prostate in seveda gre tudi za starejše moške s simptomi spodnjih sečil, da je koristno oziroma priporočljivo opraviti en pregled, mogoče začetek vsaj pri svojem zdravniku in drugače pa pri urologu, da se izključi možnost prisotnosti raka prostate. No in ta pregled nikakor ni tako agresiven in invaziven, kot si večina moških misli, da bi se ga morali bati.